Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni, dobro jutro. Današnja svetovalnica bo prinesla en odmev na četrtkov dan, ki je podaljšal letošnji februar. 29. februarja smo obeležili dan redkih bolezni in v svoji družbi v studiu zdaj lepo pozdravljam gospoda Jožeta Fakanela, ki je predsednik Združenja bolnikov z redkimi boleznimi. Dobro jutro. Dobro jutro, voščim tudi vsem poslušalcem. Hvala, ker ste se odzvali na naše povabilo. Tudi sami imate eno od redkih bolezni, vseh skupaj pa je kar 8000, to je ogromna številka. Ogromna številka, tukaj je nekaj manipulacije s statistiko, potem pa pravijo, če je 8000 bolezni, pa je pa v Sloveniji 120 000 bolnikov, kar seveda je špekulacija. In takrat se spomnim na psihologa Antona Trstenjaka, ki je rekel, da je statistika znanstvena laž. Ja, res je, statistika ima en tak sloves, ampak ne bova toliko operirala s številkami, bolj bova šla vsebino. Vi ste hemofilik. Točno. To je ena od redkih bolezni, ki seveda verjetno takrat, ko so jo vam odkrili, še ni bila priznana oziroma uvrščena v ta sklop redkih bolezni. Takrat o redkih boleznih sploh niso govorili. Hemofilija je sicer redka bolezen, je bila pa znana, ker se je pojavila v višjem sloju, na angleškem dvoru. Je imel en od otrok hemofilijo, potem so se razširili v Španijo in tudi s porokami v Rusijo, in tako je bil carevič Nikolaj prvi hemofilik, ki je bil tudi žrtev totalitarnega sistema, ki so s celotno družino ga tudi ustrelili. To je zanimiva zgodovina. No, danes se ve, koliko je vseh, recimo v Evropi, ljudi, bolnikov s hemofilijo? Najbrž bi se jih dalo prešteti, ker imajo posamezne države registre, tako da vam 100 številko ne bi povedal, ker nisem pobrskal. V Sloveniji jih je pa po zaslugi Društva hemofilikov Slovenije, ki že 30 let deluje, pa smo odkrili prav vse, tudi tiste z lahko obliko hemofilije, in z raznimi različicami je par 100 takih bolnikov. Nekaj 100. Kaj pa kot predsednika Združenja bolnikov z redkimi boleznimi vas sprašujem, katere so pa tiste najpogostejše druge oblike redkih bolezni? Recimo nekaj... To se pravi tiste, ki so zelo znane ali pa zelo dobro obravnavane. Med podobno znano boleznijo, kot je hemofilija, je mišična distrofija, ko zaradi prirojene motnje otrok ali sploh ne shodi, ali pa če shodi, kasneje neha hoditi, ali pa če se bolezen kasneje pojavi, pa čez nekaj časa ohromi. Ta bolezen je veljala kot ena najbolj neprijetnih bolezni, neozdravljivih. Danes so se pa že pojavile zdravila in tudi v Sloveniji je tako zdravljenje na voljo, tako da je tistim, ki se zdaj rodijo s to boleznijo, preprečeno, da bi končali na invalidskem vozičku. Kar je recimo za čase, v katerih ste odraščali, vi bilo nepredstavljivo, ne? Točno. In moja desna roka na Združenju za redkih bolezni, gospa Teja, ima tudi mišično distrofijo, nikoli ni hodila, v 3. razredu osnovne šole pa jo je vprašala učiteljica: Teja, ali kaj pogrešaš, da ne hodiš? In otrok, 9-letni, je odgovoril: Tovarišica, a kaj pogrešate, da ne letite? Bister odgovor. Ja. Ja, o tem bova govorila, kaj pomeni danes, recimo najprej za starše, pa seveda tudi za vse osebe, večinoma so to otroci, ko jim zdravniki povedo, imate redko bolezen. To se pravi, res večina teh bolezni je prirojenih, nekako 75%, od tega jih je 80% se pojavi že v otroški dobi ali pa kar z rojstvom otroka. V svetu, pa tudi pri nas, obstaja ena posebna tehnika odkrivanja, to je presejanje novorojenčkov, ko novorojenčkom iz pete vzamejo kapljico krvi v vseh slovenskih porodnišnicah in na to lahko
od letos naprej kar 47 bolezni odkrijejo in jih začnejo zdraviti, še preden nastopijo znaki bolezni. To se je pa zelo povečala ta številka na 47 bolezni. Tule bova, gospod Jože, nadaljevala, zdajle pa vas prosim, da si nadenete slušalke, kajti imamo prvi telefonski klic, z nami je gospod Damjan. Lep pozdrav, dobro jutro. Dobro jutro vam in profesor Faganelu, Pozdravljen. katerim se sicer poznava. Po glasu vas takoj spoznam. Zelo cenim njegovo delo in njegov trud, me pa zanima njegovo razmišljanje. Namreč danes je v Slovenskih novicah ponovno članek o Karolini, deklici, ki ima redko bolezen in preko njeni vrstniki po svetu umrejo do 12. leta, še prej jim odpovejo vid, sluh in ostali vitalni organi. Za deklico pa zdaj poteka zbiralna akcija sredstev in trud, da se njeno življenje reši. Vprašanje je pa sledeče. Občutek imam, da je preko neka praznina med znanstveniki, med zdravstvenim sistemom in med nevladnimi organizacijami, ki se v to tudi vključujo in po svojih močeh pomagajo, ker po naključju je ta deklica iz kraja, kjer živim jaz in o tem nisem imel pojma, dokler nisem po naključju zvedel, da je praktično soseda. In ko sem starše vprašal in stare starše, kako je bilo z obravnavo, kako da so pomoč iskali po celi Sloveniji in tudi po celem svetu, so rekli, zdravstvo nam je reklo, to se da narediti, več od tega ne zmoremo in tu se naše preko pristojnosti končajo. Občutek imam, da je potem človek res obsojen na vse mogoče napore in preko prav odvisen od pomoči Slovencev in to je meni grozljivo, ker poglejte, pred 4 leti smo za krisa zbirali in nabrali več kot 4 milijone in danes deček lepo napreduje in kaj, če tega denarja ne bi zbrali, kje bi ta deček, vemo, kako bi končal in zdaj smo spet pred tem, kako bo Karolina končala, ali bo preko se to spet ena lepa zgodba, ali se bo končalo zelo žalostno, ker je spet vse odvisno od nas. Ob tej priliki spet pozivam, da pomagamo in to je vse, kar lahko naredimo. Pač včasih si mislim, ni denarja za vse, ampak potem, ko gledam, da je pa za nakup neke stavbe na Litijski milijoni se mečejo stran, potem si pa res vprašaš, kam to pelje, kako se ne znamo povezati odločevalci, stroka, nevladne organizacije in na prvo mesto postaviti človeka. Me zanima v zvezi s tem primerom mnenje profesor Faganela in lep pozdrav obema. Ja, hvala lepa. Hvala lepa, gospod Damjan. Res ste odprli vprašanje, ki smo ga prejle že pred oddajo malce načela z gospodom Jožetom, današnjim gostom. Hvala lepa za tole in seveda, gospod Jože, kakšno je vaše mnenje? Gospod Damjan, vi delujete v okviru inštitucij, ki ogromno naredijo na področju redkih bolezni. Blizu ste sektorju za redke bolezni, ki s načrtom za izvajanje redkih bolezni ogromno doseže tudi na področju odkrivanja otrok, ki imajo redko bolezen. Žal pa vseh primerov se ne da odkriti naenkrat in za vse primere tudi ni možnosti zdravljenja. Če pa je možnost zdravljenja, je pa lahko izjemno drago, pa o tem, ko zbiramo denar, še ne vemo, ali je tisto zdravljenje res učinkovito ali ne. Zato sem, da me ne boste napak razumeli, nekoliko rezerviran za takele akcije, ker se včasih zgodi, da celo ne pridejo na pravo mesto, ker bi jim res pomagali. Zdi se mi pa, da je tukaj pomembno sistematično delovati po korakih in omogočiti hkrati tudi ljudem, da se navadijo živeti z redko boleznijo. Sam sem praktično vse življenje skupaj z 2 bratoma živel z redko boleznijo
za katero ni bilo nobene pomoči, ampak sem s pomočjo staršev, ki so bolezen sprejeli, živel najprej težko življenje, ker so me pa izobrazili nadaljavo, ker takrat ni bilo še možno teh reči, in ko so mi imeli za v bistvu za normalnega človeka, sem dosegel poklic in ustvarjalno življenje z boleznijo. Vsak tega sicer ne zmore, vse bolezni tudi niso take, da bi se jih dalo obravnavati posod po svetu, ampak treba je podpreti slovenski zdravstveni sistem, ki je odličen, zlasti na področju redkih bolezni, ker imamo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki ima izjemni posluh za obravnavo redkih bolezni, ker vsako učinkovito zdravilo, ki se odkrije za zdravljenje teh bolezni, za obravnavo teh bolezni, uvrsti na listo dragih zdravil in smo lahko zdravljeni. Ja, tu se res odpira več vprašanj, kompleksno problematika je, morda niti ne sodi v oddajo, kot je ta svetovalnica, ampak bolj vsekakor bolj čisto na začetek. Tako, ne za začetek, bolj kakšno sredina pogovorov, naša oddaja, ki odpira takšne teme. Vendarle rekli ste zadržani do tega. Gospod Damjan je upozoril na to neodzivnost oziroma pravzaprav problematiko tega zbiranja, zakaj država ne poskrbi. Ampak vendarle vemo na drugi strani, da so takšna zdravljenja izjemno draga za posameznika, ki je seveda vsako življenje neprecenljivo vredno več milijonov. Ja, o teh številkah je nevarno govoriti. Vem za določene primere, ko starši celo vlagajo v raziskovanje v Avstralijo. Tukaj se pojavi zadržanost, kateri starši pa to lahko sofinancirajo, kajti vsi nimajo toliko denarja, da bi vlagali v tuje ustanove za raziskovanje, po drugi strani pa ne veš, ali bodo tisti raziskovalci našli varno zdravljenje. Sam se spominjam pred 15 leti na kongresu za hemofilijo v Parizu, ko so začeli predstavljati zdravljenje hemofilije, tako da bi v nek gen dodali nek gen, ki bi spremenil težko obliko v lahko in kasneje tudi ozdravljati. V dvorani so se nabrali hemofiliki čisto ob odru, na vozičkih, na birglah in tako dalje. Na odru pa je bila profesorica iz Anglije, ne prav mlada, in pa en prostovolec, ki se je v to zdravljenje že vključil, danes bi rekli bolj starček. In po razpravi je nekdo vprašal: gospa profesor, ali bi svojega vnuka vključili v ta program? Bila je očitni zadregi in nekako si je zmuznila in ugotovili smo, da ga ne bi vključila. To se pravi, te inovativne reči in tisto, kar je popolnoma novo, je lahko tudi zelo nevarno. Veliko takih mejnikov sem doživel že tudi pri hemofiliji in zato se mi zdi, da je pomembno postopno odkrivanje novih reči, postopno vključevanje in sreči imamo v Sloveniji, slišalo se bo bogokletno za časopise, kakršni so populistični časopisi, da imamo izvrsten zdravstveni sistem, ki je naklonjen tudi redkim boleznim. Zakaj pa, to se veliko ljudi vpraša, je takšno zdravljenje, če še malce ostaneva pri tem vprašanju, tako drago? Zakaj takšne visoke številke? Tukaj gre, naprimer, če na svojem primeru povem, nekdaj se je pojavila krvavitev v komolec, koleno in tako dalje, in je trajalo mesec, dva, da se je krvavitev nekako umirila, da si spet začel hoditi, pa si spet pojavila druga in ni bilo pomoči. Prvo zdravljenje, ki sem ga dobil kot 7-letni fantek, ko me je zaradi jahanja na metli odteklo stegno, ki je postalo tako debelo kot stegno moje mame, ki je bila izredno debela. Pripeljali so me v bolnišnico, tik preden umrem, in dobil sem eno stekleničko, veliko kot kokta krvi, kar z današnjega vidika ni pomenilo nič. Potem smo začeli dobivati koncentrate strjevalnih faktorjev,
v taki steklenički je bilo v bistvu 1000 takih stekleničk in da se to zbere, je seveda potrebno veliko dela in najprej so prišli pri nas iz prostovoljne zbrane krvi, iz sveta pa farmacevtski izdelki, kjer so plačevali kri tistim, ki so potrebovali denar za kakšne svoje nakupe, naprimer mamil, in tako so prišli v te bazene krvi tudi nevarne stvari. Zato, če kar nekje zvemo, da kaj zdravijo, še ni rečeno, da je popolnoma varno. In stroški so bili tudi takrat verjetno visoki, najbrž pa ne tako visoki kot zdaj, ko pri teh genskih zdravljenjih slišimo večmilijonsko zdravljenje. Tukaj se seveda moramo ozirati po sistemih, ki niso solidarnostno naravnani. To, kar je v Ameriki, je pogosto v neki inštituciji se da, ampak to je načrtovano tako, da so tudi veliki dobički za tiste, ki so to financirali in samo štejejo dobiček. Množica prebivalcev Združenih držav tega ni deležna, ker tam niso vsi vključeni v zdravstveni sistem in tudi, naprimer, ko govorimo, da bomo imeli toliko otrok presejenih novorojenčkov kot v Ameriki, tam niso presejeni vsi, ampak samo tisti, ki se rodijo v porodnišnici. Mnogi črnci in revnice pa ne rodijo tam. Ne? Torej smo spet pri tem, da je ta sistem pri nas zagotovo in tukaj se vidi, da države z javnim zdravstvenim sistemom za redke bolezni naredijo največ, to so skandinavske države, od srednjeevropskih držav prednačila Francija, proti Nemčiji, ker so imeli preveč privatnega sistema in na področju hemofilije je napredovala Francija, bolj kot Nemčija nekaj časa. Tukaj je v ozadju vse javni sistem, ki temelji na solidarnosti, zdravi financirajo mene, ker ne grejo zdravniku. Drugače pa je, ker sistem temelji na zaslužku, na tako. Dobičku. No in tukaj recimo Svetovna federacija za hemofilijo, ki jo je vodil kanadski bolnik, gradbenik, ne sploh strokovnjak, se je trudila, da vsaki državi pomaga tako, kot je tista država zmožna. In ko so Kanadčani se pobratili z Mongolijo, so bile mame Mongolcev nadse vesele, ko sem povedal, da pri krvavitvi pomaga, če se sklep hladi. Ker to je bilo za njih novost, to so si lahko privoščili, več ne, pa so bili hvaležni. Že za tako majhen No in potem sem se spomnil, kako so obravnavali krvavitve v Prekmurju, takrat, ker nič ni bilo, pa je ena mama povedala, mesila sem testo, ga dala v potok in obložila koleno svojega otroka. To se pravi, majhni koraki, iz majhnih korakov prihaja do večjih korakov. Postopno pravite. No, prejle sva bila, gospod Jože Faganel, pri odzemu krvi pri novorojenčkih za 47 bolezni. Bi utegnilo koristiti to? Kako se bo to dejansko res razvijalo? Oziroma... To se pravi, te bolezni, letos dodajamo še par bolezni. Prva bolezen, ki se je začela, je bilo pa leta 1969. To je bolezen fenilketonurija, za katero je značilno, da se ena sestavina v hrani, fenilanalin, ne presnavlja. Prvi znaki te bolezni se pojavijo v poznem otroštvu kot umska zaostalost. In ne moreš narediti nič. Če pa od začetka življenja ješ dieto, kjer ni fenilanalina notri, pa se nič ne zgodi. In tiste deklice lahko v puberteti prenehajo z dieto, ko pa postajajo mamice, med nosečnostjo morajo pa dieto spet vključiti, da se otrok rodi primerno zdrav. Te bolezni v Sloveniji ni,
ker je ugotovljena s presejanjem in Zavod za zdravstveno zavarovanje plačuje tudi hrano za to dieto. In zanimivo je, da v našem združenju ni aktivnih članov Društva za fenilketonurijo, ker jim ni treba ničesar več storiti. In je zanje poskrbljeno na ta način. Torej, zelo pomembno je, da se ugotovi dovolj zgodaj, kaj če kateri od staršev ne želi sodelovati pri tem odvzemu krvi pri svojem otroku. Načeli ste zelo zanimivo vprašanje, ki se meni zdi naravnost bogokletno razmišljanje mojega otročka, pa ne boste piknili v peto. Ja, pa žal se tudi to sliši, ne? Na drugi strani pa želimo, da gremo takoj v Ameriko. Tako je narobe. No in tukaj je profesor Batalino, ki ima na pediatrični kliniki kot vrhunski strokovnjak zaslugo, da je organiziral ta zapleteni sistem, je povedal, da Evropska unija je tudi za te reči našla rešitev. In sicer starši lahko odklonijo ta pregled, vendar v evropskih državah takoj vložijo v Center za socialno delo vlogo za zanemarjanje otroka, ker s tem preprečijo otroku možnost zdravljenja. Ker to ni ugotavljanje nekih bolezni, ampak se ugotavljajo samo tiste bolezni, za katere je možno zdraviti. Seveda se zraven dobi tudi informacija o drugih bolezni, a tega se ne sporoči. Kako ste? Nisem vas dobro razumel. Se pravi, dobijo informacijo o tem, o boleznih, ki jih je mogoče zdraviti. Seveda, ja. Verjetno se bo v bližnji prihodnosti dobilo tudi informacijo o tem celotnem genomu, no? Tako da se bo lahko... Seveda, no in tukaj je tisto vprašanje, ki je povezano z velikim upanjem ali pa z grozo. Tako, in če bodo med njimi bolezni, ki jih še ne znamo pozdraviti, najbrž ne bodo sporočene staršem. Seveda ne. In zato je tukaj pri tem ugotavljanju, kaj se vse skriva v genomu, je pa velika nevarnost in sam se pridružujem tudi veliki zadržanosti. No, zgodilo se je pred par leti, tukaj v vaši bližini, v Šiški, ko sem neki trgovini oddal v popravilo aparat, in sem potem povedal ime na Faganel, prosim, če zapišete, pa je prišla iz ozadja gospa, pa je rekla, a ste vi povezani z društvom hemofilikov, vam moram povedati, kaj se mi je pripetilo. Ima sina z lahko obliko hemofilije, lahka v primeru s težko ne pomeni nobenih ovir v vsakdanjem življenju, samo če je operacija, mora dobiti podporno zdravljenje. Odločili so se za še enega otroka in če bi bil fantek, je možno, da bi imel hemofilijo, kajti ob vsaki nosečnosti prenašalke je 50% možnosti, da se rodi deček s hemofilijo. Ginekolog je rekel, potrebujete genetsko svetovanje. Mama je rekla, sem se pogovorila z sinovimi hematologi, vse vem, kaj tvegam in z možnost sva se odločila. Ja, pa morate iti na svetovanje. In na to je šla na genetsko svetovanje, kjer je slišala, prisluhnite prosim, moramo malo razredčati tele redke bolezni. S temi besedami so ji svetovali splav. No in če bi moji mami svetovali splav, se mi dva danes ne bi mogla pogovarjati in ne samo, da ne bi bil intervjuvan, tudi marsikaj koristnega sem naredil za Slovenijo in ne bi mogel. Ja, to so zanimive zgodbe. Se pravi, že v tistih časih, ko ste bili vi rojeni, niso razmišljali tako, danes pa se razmišlja, razrečiti redke bolezni. Tako, ne? In tukaj recimo s temi dnevi proslavljati redke bolezni, povedati, koliko jih je, naravnost dražijo, da bi nekdo rekel, da moramo malo razrečiti redke bolezni tudi sistematično. Vendar bi tukaj povedal, da tudi v mojem življenju sem marsikaj takega slišal. 7-letni fantek je ležal na kirurški kliniki s sumom na vnetje slepiča in se me niso upali operirati, ker bi seveda umrl. Pa je slavni profesor na viziti rekel, saj njega pa ne bi bilo treba, da je na svetu, ker je bolezen v družini. Sam sem se zapomnil, 7 let sem bil star.
Danes sem 76 let star, njega že davno ni več na svetu, jaz pa sem. Ne? In tudi vam so napovedovali vsekakor veliko nižjo starost, ne? Statistika je takrat še ne, pa kasneje so zračunali, da je za leto 47 pričakovano trajanje življenja največ 15 let tudi za lahke oblike bolezni. Tudi za lahke. Ja. In nek zdravnik, ki ima tukaj v bližini ulico, dr. Derč, prvi slovenski pediater, je pri obisku mene na domu, ko sem padel v znak in imel nekakšne epileptične napade, je pogruntal, da je to v zadju kar nekaj v možganih, je rekel moji mami, angelčka boste imeli v nebesih. Sreči se ni uresničilo. Ampak to je bila bolezen za smrt. In če bi tukaj želeli po principih eugenike narediti zdravo populacijo, bi se vrnili nazaj v drugo svetovno vojno in tukaj lahko omenim, da je znani slovenski zdravnik, ki je napisal knjigo o življenju, Brecelj, katoliški zdravnik, ki je imel potem tudi komunistične otroke, je napisal leta 30, nemška medicina gre v čudno smer. Čeprav je bila takrat medicina odvisna od informacij od Nemčije, je on kot zaveden zdravnik zaznal, kam to gre. In danes smo genetskim odkrivanjem tudi na zelo nevarni poti. Včeraj sem lektoriral nek članek za medicinsko revijo o možnih ledvičnih boleznih in tam je tisti raziskovalec napisal, kaj vse vidimo, je bolje, da ne povemo staršem, ker potem se ne bi odločili za otroka, se pa v teku razvoja zgodi, da vse hudo, ki se napoveduje, se ne uresniči. In se kar uredi. In vi ste pravzaprav živi primer za to. Recimo, ne? Z malo sreče pa jaz računam tudi Božjega blagoslova. Ja, s tem bova skoraj da že zaključila. Še za zaključek rekli smo, pogledali bomo, gospod Jožef Fagranel, kako je bilo, to ste že večkrat zdajle tudi v teh minutah povedali, kako pa živite zdaj, se pravi, kako je danes poskrbljeno za bolnike z redkimi boleznimi in kaj se obeta v prihodnosti, se pravi tudi glede same kakovosti življenja. To se pravi, usmerjeno je zlasti ekipe na pediatrični kliniki v Ljubljani, kjer je odprt center za redke bolezni, ki bo povezoval vse zdravnike, ki imajo izkušnje z redkimi boleznimi, da bi otroci z redko boleznijo kasneje odrasli živeli ustvarjalno življenje, kljub bolezni, da bi dobili ustrezno pomoč. Pri nas pri hemofiliji je to urejeno tako, bi rekli, na nek način preprosto, ampak tudi zapleteno, da mi preprečujemo krvavitve s pomočjo zdravnikov in da se tisti s težko obliko sami na vsak tretji dan ali vsak drugi dan ubrizgamo v žilo strjevalni faktor in ne zakrvavimo. To je seveda zelo zahtevno samo zdravljenje, ki je izjemno drago, ampak zdaj se pojavijo že samozavestni bolniki, ki nočejo poročati o tem zdravljenju, ker je to njihova osebna zadeva. Ne zato, da bi poročali, da so si ubrizgali vsak dan 2000 evrov, ampak da zdravnik lahko sledi, kako spremljajo svoje zdravljenje. Tudi pri tabletah je treba upoštevati zdravnikova navodila in ne malo vzeti, pa malo ne vzeti. Pri zahtevnih zdravilih, ki se praviloma so registrirane za zdravljenje v bolnišnici, pa jih imamo doma, je pa treba tukaj tudi odgovorno živeti. Zato je tudi na bolnikih, da odgovorno živijo z boleznijo. Ja, zahtevni časi so to, po eni strani se odpirajo neslutene možnosti zdravljenja in tudi podaljšanja življenjske dobe, na drugi strani pa vse te v narekovajih pravice, ki se jih posamezniki tako oklenejo in potem trmarijo pri njih, če rečem malce grdo. Nič grdo. Tudi sam, ob vsem, kar sem hudega doživel in lepega doživel v življenju, vidim, da je v ospredju bolnikova dolžnost, da upošteva pravila zdravljenja in da je hvaležen tistim, ki mu to zdravljenje omogočajo. To niso samo zdravniki, to so predvsem tisti, ki plačujejo obvezno zavarovanje, približno 30 evrov na mesec, pa ker ne grejo zdravniku, se nabere toliko, da je tudi za zdravila za redke bolezni. No, tega pogleda pa verjamem nima vsak državljan v Republiki Sloveniji, ne? Pa tudi
Časnikarji se ne potrudijo, da bi prebrali poročilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer bi videli, kaj vse financirajo. Sam sem zadnji teden preživel z lektoriranjem tega poročila in bi kar fotokopiral za novinarje, pa sem se dogovoril, da poleg tistega skromnega honorarja, da mi dajo še 10 izvodov, da bom razdelil med novinarje in politike. No, se priporočamo za en izvod. Sicer pa, želel sem še dodati glede števila članov v vašem združenju. Verjetno, ko ste omenjali besedo hvaležnost, tisti, ki so člani združenja bolnikov redkih bolezni, so hvaležni za to, da obstajate. Naše združenje združuje društva, to se pravi ne posameznikov, in povezuje te funkcionarje društva, da bi skušali pomagati iskati sistemske rešitve. Ob množici društv, ki je v Sloveniji, je teh naših članov, bi rekli, samo 10. In človek bi rekel, pri 8000 redkih boleznih je to izjemno malo. No, ampak verjetno imate podatek, koliko članov pa imajo posamezna društva. Ja, to jih je pa pol kar precej, ne? Ampak mi s posamezniki ne komuniciramo, ampak s tistimi ekipami, ki nekako pomaga, in tukaj iščemo z njihovo pomočjo sistemske rešitve. Ne? To se pravi, da je to nekako vlada za redke bolezni strani civilne družbe. Ampak posamezniku bi pa verjetno priporočali, da se vključi v svoje društvo. In da ga ustanovi. To je tudi ena od tistih nalog. Recimo, mene in moje brate, ki smo 3, so drugi spodbujali ustanoviti društvo, kar je bilo včasih zelo težko. Pred 30 leti je Socialistična zveza delovnega ljudstva odbila našo prošnjo, češ da ni potrebno, ker je že zdravniško društvo. Bali so se civilne družbe. Seveda. A pa ima danes kakšna oblika redke bolezni, še ni zastopana z društvom in bi ga lahko ustanovili? Je verjetno tega. Takile pogovori pa takile dogodki so ravno spodbuda. In tako smo pred leti bili navdušeni, da se je na področju očesnih bolezni našla skupina, ki obravnava redke bolezni, imenuje se Svetloba, in oni imenitno poslujejo in vključujejo sodobno zdravljenje, ki se odvija na okulistični kliniki v Ljubljani. Ni treba jeti nič v Ameriko. Torej tudi priložnost za tiste, ki razmišljajo malce drugače in bi morda iskali še kje druge. Tako se pravi, treba se je povezati z zdravniki, ki želijo napredovati, in tako recimo na področju teh nevroloških bolezni je eden od zdravnikov, dr. Osredkar, se povezal s Kemičnim inštitutom in so začeli raziskovati ravno na področju redkih bolezni, tako da bo ne samo nek zdravnik nekaj začel delati, ampak tudi raziskovalci na področju kemije. In tukaj se bodo ustvarjali prvi raziskovalni koraki tudi v Sloveniji. Ne bo treba iti na drug konec sveta. S tole spodbudo bova gospod Jože Faganel zaključila. Verjamem, da bi še ogromno zgodb lahko povedali iz svojega področja, iz svoje bolezni, da se ne dotikava še take velike kopice ostalih redkih bolezni, ki vsaka zase predstavlja seveda izziv. Izziv pa tudi prihodnost, ki jo prinaša, nakazala svojo. Rekli pa ste, vstopimo postopno. Postopno, pa tudi sami kaj napravimo, ne samo, da bodo drugi nekaj napravili. Iskrena hvala, da ste bili naš gost in prišli k nam, in vse dobro. Hvala lepa tudi vam za povabilo. Svetovalnica. LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.